Včasih smo avtomobilske segmente poimenovali nekako takole. Spodnji razred, spodnji srednji, srednji, višji in tako naprej. No danes pa kar s črkami A, B, C oziroma B SUV ali pa C SUV, kadar govorimo o križancih. Totalno brez domišljije in dolgočasno, vem. No, segment A so najmanjši avti, naprimer Twingo, Swift, Inster in podobno. Mogoče bi v ta segment lahko uvrstil tudi takšen box. Včasih bi ga gladko v segment B, zdaj so pa vsi avtomobili že toliko zrasli, da je ta 4 metri dolžine ravno nekje na meji. Ampak to pomeni, da je pravi mestni malček, ki se odlično znajde na mestnih ulicah. Je pa res, da smo to pokazali že lansko leto, ko smo se z njim takole preganjali po Ljubljani. Obenem pa obvlada tudi prostor, za majhen avto, jasno. Ampak sem tudi že lansko leto povedal in pokazal, da se spredaj in zadaj sedi dobro, da pravzaprav prostora ne manjka. Prtljažnik ponuja kar 326 litrov, kar je samo kakšnih 50 manj od Golfa, ki je 2 segmenta večji. No, ali pa enega pa pol. Toliko prostora je res super, ko se je treba odpeljati nekam dlje ali pa 4 potniki oziroma z veliko prtljage, ampak posledično to jemlje davek pri okretnosti. Oziroma, a ga res? Koliko majhen in okreten dejansko mora biti avto za vse tiste, ki iščete majhen mestni avtomobil, da za vas ne bo preveč naporen? No, sledi en hud test. Po mestu se ne bom več vozil, ker trdim, da ni nič težje parkirati takšnega boksa, kot pa 20 cm krajši avto. Če se ven zdi, je mogoče čas kar za avtobus, ker so parkirišča res povsod že dovolj velika in tudi kamere tukaj res lepo pokažejo, koliko je še do ovire. Zato imam težji test in grem med police. Tole je skladišče podjetja Cargo Partner in meri kar 40 000 kvadratnih metrov. Noro, koliko enega prostora. O kubikih v bistvu sploh nočem razmišljati, ker so te stalaže više kot 10 metrov, se pravi, imamo tukaj za približno 500 000 kubičnih metrov prostora. Oziroma, če še malo preračunam, za kakšen 1,5 milijona teh mojih boksov. Po teh hodnikih sicer švigajo viličarji z noro majhnim obračalnim krogom, ampak lahko vidite, da tudi jaz nimam čist nobenih težav. To je pa slepa ulica, bo treba pa vzratno nazaj. Tudi to ni čist nobena panika, zato ker imam zelo dobre kamere vse naokrog. V bistvu lahko takoj pohvalim, da se slika čist nič ne zatika, tudi če gremo malenkost hitreje. Ločljivost je dobra, predvsem mi je pa všeč tale kamera, ker ponuja tak pogled od zgoraj dol, kar je res fino. To pa omogoča zato, ker imam kamere vse naokrog vozila, nimam posebnega drona zdaj nekje nad sabo gor. Čeprav bi bilo pa fajn, ker bi pol lažje videl, kaj vse na teh stalažah. Sem se res nagaral in je čas za kavico, potem pa dam še kakšno stvar v prtljažnik, ampak med tem se pa v bistvu lahko baterija malo nafila. Čeprav na takšni navadni polnilnici bi se prazna baterija napolnila šele po kakšnih 20 urah, torej tole nima res smisla. No, na hitri DC polnilnici se pa polni 60 kW moči, kar pomeni, da je v bistvu od 20 do 80% napolnjena v pol urce. 42 kWh ima baterija, kar pomeni, da je to dovolj za ene 4 dni šviganja tukaj po skladišču ali pa za 300 prevoženih kilometrov zunaj po navadnih cestah, zdaj, ko so temperature že prijetne. A si predstavljate, da bi imel tukaj navaden avto z benzinskim motorjem? To bi smradil po skladišču, bi prezračevanje delalo nad ure. Tako sem pa štromar, čist tih, tako kot un viličar tamle. Evo, tole so mi pripravili, pa me prosili, če lahko dam v svojo škatlo. Oziroma v predalnik, se tudi to lahko pomeni boks. Ni panike, teh 28 kg bom pa res že dal v avto. In če prostora v prtljažniku ni dovolj, v bistvu naredim tole, pa dam vse skupaj noter. Evo, ni panike. Potem pa previdno ven, da ne bom na tla narisal kakšnih črt. Čeprav ima motor samo 70 kW moči, je avto kar poskočen, ker je v bistvu lahek. Tako da, za v mesto je super, za skladišče pa tudi sem ravno kar dokazal. Zdaj pa direkt na Kitajsk.